Pred kratkim so od Huawei-ga PR-ja dubla e-mail o tem, da družba prevladuje v sektorju nosljivih naprav, kot so recimo ure, postregali so s parimi ciframi, ampak najbolj zanimivo je bilo to, da so skozi omenjali, da so na obzorju novih model teh pametnih ur, ki naj bi imele gor sistem Huawei TrueSense in prestižen dizajn. Dajva to videti na lastne oči, so si rekla. In niso jih zaenkrat do takrat spojiti, ko so hoteli videti na lastne oči, niso. Ne, niso. Njihova predstavitev za zaprtimi vrati je bila namreč že 7. septembra v dopoldanskih urah, ker so bila oba dva glih na šihtu in nisem mogla iti, ker nam je bil full bad, ampak Huawei in agencija Sidera sta nam prišla nasproti in sta nama ure v sprijazno dala na posojo, da bi vam odgovorila na vprašanje, kaj je Huawei sploh hotel doseči s temi urami. Ja, da jim skupaj ugotoviti to, ne? Pri tem vas opozarjajo, da bo ta video bolj hiter pregled ur in njihovih funkcij, ker so jih med prvimi dubla za zelo kratek cajt, tako da ne bo šla v globino glede trajanja baterije ali pa bolj naprednih funkcij. To bomo mi drugič kdaj naredila. Saj ta video snima še zmer pod embargom zaenkrat. Prvo vprašanje pa je, od kje oziroma zakaj pojmovanje GT? Huawei se rad upravičeno, če ne vprašate, pohvali, da so njegove ure glamurozne, stylish, zato imate v poimenovanju ta GT, kar pomeni Gran Turismo, ki naj bi poudaril glamuroznost. In moram reči, da so te ure res lepe, saj imajo tako industrijsko lepoto, ker so bile obdelane s pomočjo CNC strojev, kar je pa najbolj zanimivo, je pa to, koliko jih dejansko je. Ker so nama pač rekli, da bo dobila 4 ure, so se najprej kar malo popraskala po glavu in dejansko se ne zabavava. Zakaj? Ja, zato, ker ponavadi so ure razdeljene prekurentih na Pro in običajni model, torej na dve verziji, pri čemer je znotraj njih lahko deliti na veliko in manjšo verzijo. Pri Huawei je to malo drugače. Imate moško Pro verzijo velikosti 46 mm, ki je narejena za ambiciozne profesionalce. 42 mm žensko, ki je narejena za elegantne šivilje. Pa imate standardno moško verzijo velikosti 46 mm za fitness zanesenjake, ter 41 mm velikost žensko verzijo za zagovornice dobrega počutja. No, saj tako jih je Huawei poimenoval. In kot sem rekla, uri je res velik, ki so po obliku in dizajnu in funkcijah različne. Če morava izvrti favorita, pa lahko poveda, da nam je všeč najbolj moški GT5 Pro, čeprav je tudi ženska verzija zelo elegantna in minimalistična. Še to moške verzije so drugače pač v črnih škatlah, ženske pa v belih. Se pa razlike med urami vidijo že po materialih. Moška Pro verzija iz titanove zlitine vesoljskega razreda s titanovim paškom, medtem ko je ženska tudi iz titanove zlitine z belim nanokristalnim keramičnim ohišjem s takim vzorcem zlatih listov. Standardni verziji sta pa obe iz nerjavečega jekla. Tako da, če je material dosti dober za naso in za v vesolje, bo tudi za vaše zapestke. Obe moški verziji sta še smerokotni kot pri GT4, sam da so robovi bolj zaobljeni in da uri delujete še bolj prestižno. Če pa se vam zdi, da sama fizična ura ni dosti customizirana, za vaš okus imate pa še celo paleto novih številčnic, ki jih lahko izberete, pri čemer ima standardna verzija 12, profesionalna pa 14. Nama osebno je najbolj luštna tale Spando, ker je pač res cute in takoj vas javnost opazi z njo. Imate pa še tudi druge, recimo Blooming Brilliant, ki vam roža zacveti glede na vašo aktivnost, ali pa aktivnostne prstane, če hočete spremljati svoj fitness čez dan. Ampak zvezda GT5 serije je novi TrueSense sistem, s katerim je Huawei čisto novo zastavil beleženje telesnih funkcij, se je vanj vgradil funkcije, s katerim prihaja do manjšega motenja signalov in natančnejše beleženje vad. Povečal je število kanalov za merjenje kisika iz 4 na 12, izboljšal pa je tudi algoritme za beleženje srčnega utripa in ravni kisika v krvi. Te stvari so siguren korak pravo smer, ker po zadnje cajte malo dobili feeling, da se začeli proizvajati nekaj stagnirati, kar se tiče novih funkcij na pametnih urah. Velikrat se namreč zgodi, ura ima kakšne te funkcije, ampak so gor samo zato, da so gor in da se to lahko pokaže v marketingu. Dejansko so pa pogosto tako s temi funkcijami, da so za zdravje dosti nenatančne. Ja, drži. TrueSense deluje v povezavi z aplikacijo Huawei Health, kjer se vam lepo izriše spremljanje meritev, pri čemer vam Health Summary da povzetek vseh bistvenih podatkov na pregleden način, ki jih lahko potem primerjate na tedenski, mesečni ali pa letni ravni, kar je potencialno dober, da vas opozori na morebiten zdravstveni problem, da lahko obiščete doktorja, preden greste v predčasen pokoj. Sploh pa pri Pro verzijah to pride v upoštev, ker imate elektrodni gumb za EKG, ki ga sam pritisnete in hitro dobite podatke o stanju vašega herca. Huawei tudi zagotavlja, da so meritve srčnega utripa medicinsko natančne, znotraj dovoljene tolerance plus minus 5 utripov na minuto, kar precej natančno, moram reči. Ker smo že pri natančnosti, Huawei meritve izboljšal tudi s pomočjo funkcije Sunflower Positioning, pri kateri antena s preoblikovanjem žarka bolj natančno zazna uporabnikovo dejavnost, ker anteno natančneje premakne v ta pravo smer za boljše meritve, ki so pa od 20 do 40% bolj natančne kot pri prejšnjih GT verzijah. Kaj imajo še vse te ure, Andraž?
Ja, imate tudi trenerja za tek, ki tekače usmeri, da izboljšajo svojo formo teka, povečajo vzdržljivost in tudi preprečujejo poškodbe. Poleg tega imate celo svoj golf mode, če hoče malo Tiger Woodsa ponašati. To moraš probati enkrat. Imate pa tudi način za zunanje športe, kjer lahko dostopate do barvnih poti z zemljevidom in vam tudi kaže sprotno stanje vadbe. Pomaga pa tudi funkcija trackran, ki vas vrne nazaj na izhodišče, tako da ni bojazno, da se postanek sredi gmanja. Ja, to ni veliko fajn, ja. GT5 Pro drži tudi pritisk do 5 atmosfer, ima certifikat vodoodpornosti IP69K, pri prostem potapljanju pa greste lahko z njo do globine 40 metrov. To je sicer vse super, sam kaj vam to pomaga, če vam baterija slabo drži. Zdaj, midva ur žal nisem imela toliko dolg, da bi lahko orang testirala, koliko cajta zdržijo. Huawei pa trdi, da ne bi ženski verziji GT5 Pro in GT zdržali 7 dni, moški pa celo do 2 tedna in to ne glede na to, če na polno uporabljate vse senzorje, kar je, če drži, res lepa cifra. Sploh zato, ker gre tudi nama počasi v nos, da vam prihajajo ure, ki obljubljajo vse mogoče funkcije, ko jih pa sprobate, pa dobite baterijo, ki komaj zdrži do konca dneva. Obe Pro verziji sicer omogočata hitro brezžično polnjenje in jo do 100% nafilate v 1 uri, dobite pa plošček za polnjenje zraven, seveda brez cegla. GT5 serija je tudi agnostična, kar se tiče platform, na katerih teče, ker je kompatibilna z vsemi Androidom, iOS-om in MIUI-jem. Super. Kar pomeni, da res ni važno, kateri telefon imate, res super. Prav tako ni važno, katero aplikacijo za sporočilo uporabljate, ker GT serija omogoča poln vnos besedila prek tipkovnice. Huawei je na GT5 serijo upeljal tudi nov uporabniški vmesnik, ki je zdaj bolj jasen, celoten vmesnik pa je bolj tekoč, ker so pohitrili animacije in moramo reči, da je ta ura ful odzivna na vsako kretnjo prsta brez zatikanja. Ker gremo proti koncu, moramo edino še opozoriti, da so ure testirala pred globalnim launchom, ker pomeni, da bo software na koncu verjetno malo drugačen, kot pa so ga imela midva na teh napravah. Midva sva na Android inštalirala Health app prek QR kode, kjer sva zloadala APK file, pri čemer lahko dobite prve 3 mesece Health Plus članarine zastonj, tako kot vsak, ki kup eno izmed teh ur. Drugič je aplikacija zastonj, lahko pa zanjo plačate neko mesečno ali pa letno naročnino po cenah, ki jih vidite na ekranu in s plusom boste dobili dodatne funkcije in vsebine, recimo treninge, jogo, meditacije in da ni. Morate pa Health app nujno inštalirati, če hoče uporabljati ure. In to je tudi nekako to, kar se tiče teh ur, ker je ta video narejen v času, preden so bile ure globalno lansiranje. Dobila se tudi info o cenah, ki so zapisane tukaj na ekranu, v Sloveniji pa bodo dostopne te ure od 1.10. No, zdaj vam pa lahko še pove, kaj je Huawei sploh hotel doseči s temi urami. Dati ven ure, ki bodo po kakovosti, velikosti in funkcijah primerne za kar največji krog ljudi. S temi urami namreč vsak nekaj najde, pri čemer jim je skupno to, da so vse lepe, stilske, imajo super baterijo in en kup športnih funkcij in funkcij za spremljanje zdravja. Vse skupaj pa je zapakiran v en privlačen paket. Torej, še ene Huawei ure, ki so zadele home run in ki jih bo lahko priporočila. Verjamejo pa tudi, da bodo šle dobro v prodajo, ker ponavadi res grejo. Hvala Huawei in agenciji Sidera, da ste nam jih posodila za test. Vam pa, da ste gledali tale video in se vidimo v naslednjem. Čau!